Butn skala po 40 letih. Zgodovina se ponavlja. JJ se je stolpo steklih lisic zaprl v parlament kot nekoč Ferenčak. Sami stekli in podivjani od prvega do zadnjega. Medtem ko Marjan Šarec pred parlamentom svojo butn glavo množico, tako imenovanimi kulovci, pripravlja napad na velikega Ferenčaka. Oboroženje s helebardo, knuto, buzdovanom, nekaj šestprstih nunčakov, ima tudi katapult in ovna, s katerimi bo prodrl v center demokracije in prevzel oblast. Grozovito bo, grozovito. Geslo je Serpentinšek, jajo Serpentinšek po geslu Tora, Tora, Tora. Krvavo bo. Ob sebi ima puško M48. Ko bo puška ustrelila, bodo šli kot podivjani v napad in z njimi obračunali. Hudo bo. Gospod Šarec, moram priznati, da ste nenavaden runkale vaše ideje. Jaz ne morem tako predvidljive kot vaši pregovori, tako se ne napada nasprotnika. Si se zlajala? Jaz imam izkušnje s taktičnimi pristopi, svetujem, da se raje držiš tistega, v čemer si dober, našemi se denimo v Janšo, stopi v državni zbor, ukaži poslancem naj ližejo tla in si dajo vrvico okoli vratu in mi med tem recimo zavzamemo, ne, parlament. Zdaj pa bod tih. Prosim, kako se pa pogovarjaš z mano? Pa bodi tiho. Tako se v Bruslu nismo pogovarjali. Res je, tiho bodi, v oči me glej. Ne bom te gledala v oči, ker te ne... Zdaj, dobro, taktika je... v nos gledam, dobro, v nos. Umeri se. Kakšen runkel, Makar te bom zagrabil za vrat. Prosim? Sem nekoga že, pa se ni dobro končalo. Ti greš najprej v državni zbor, stopiš, seveda si razkužiš roke, ne? Potem greš pa po stopnicah gor, ker nisi bila izvoljena za poslanko in nič moraš iti preko rentgena. Tam zamoti tistega varnostnika, ki je. Njega hitro zamotiš. Malo se z njemu pogovarjaj, odpni si kak gumb in greš mimo rentgena. Gledal bo tebe v dekolte, ne bom gledal več tistega, kaj imaš s sabo. Ne bom objekt za poželjive poglede, gospod Šarec. Pa kaj, zdaj bo baba men pametvala. Tiho bodi, a delamo zdaj državni udor, se želiš znebiti Janeza ali ne? No, ja, seveda se ga želim, pa tudi hkrati želim pa nositi pete, mogoče bi šla celo na Zanzibar, ne vem. Glede, čisto sem iz sebe, zdaj bom dala petke gor in vas bom brcnila. Dovolj ti vas moraš imam. Potem pridati, pa Janeza vprašnike grist. Ti moraš do Janeza pridati. Greš preko tiste preproge rdeče in potem imaš soba 214. Gospod Šarec, SDS svojo poslansko. Posluši, vegetarijanka sem, no. Sem pričakvala od tebe, ko si vstopil na prvi stolček, da se boš bolje odrezal, predvsem kot igralec. Kakšen politik si, kaj narediš za to državo, to nobenega ne zanima. To je res. Ja, seveda. Zdaj je... Na kaj mi povej? Generalka, zdaj je tista prava predstava, končno se bom jaz lahko izkazal, končno bom veliki vodja in ti mi boš pomagala. V redu, povej, kdo bo zdaj prašnike ugriznil. Prej si rekel, da bo to Fajonova naredila. Cel teden si govoril, da bom to jaz naredila. Ti boš tudi, saj koga ne zdaj? Če ne drugega, bom v prašnike grizla.
To veš, oči te gledam in ti ne zaupam. Ja, ti seveda, iskreno povem. Jaz pa tebi zaupam, 100% te gledam v oči, pa te lahko gledam tudi v kakšen drug del telesa. Ja. To sem vedno rad počel in to sem počel že pri Janezu in bom tudi pri tebi. Meni lahko zaupaš in mi v oči gledaš, a pa če mi gledaš v ta zadnjo, meni čisto vseeno. Janeza ne boš nikoli izdal. Zelo dobro pa poznaš državni zbor. Zelo dobro poznaš Janeza in vse. Ej, a tebi Eno nalogo imam zate. Ja. Pojdi v državni zbor, nazaj noter se vrni. Ja. Veš, kje so tiste sobe, ne? Včasih Vem, je ja. bil še Borut Pahor, predsednik SD-ja. Ja. SD-ju imajo ogromno kokaina, imajo ogromno alkohola v svoji poslanski skupini. Sprazni to. To je že Potem spraznjeno v bistvu. Zaloge so še. Vse. Zaloge so še. Ejte. V tej državi se da obetatič dobrega. Gadi v tem trenutku, gadi človeka, ki bi bil sposoben popeljati to majhno državo v lepšo prihodnost. Še najbolj pa tale Šarec, lepo vas prosim, kaj ste nori. 10:38. Butenskala po 40 letih. Vsi so na položajih, vsi so živčni. Čakajo streli z puške Marjana Šarca. To je znak za napad. Mogoče še 5 minut in vlade ne bo več. In bo nekdanji sodelavec Radia Gaga prevzel oblast. Marjan je dvignil puško, je že na petelinu in iz puške gre koruza. Kaj je to? Napad se je izjalovil. Prišla je Tanja Fajon. Marjanu ni za zaupati, sem rekla, pa vi ste neumnež, debil ste, navaden gnoj, ne ločite razlike med koruzo in metki, pa to ne rabiš biti v ameriški marinec, da veš, kako je težka koruza, pa kako je en metek težak, en metek je kot koruza. A ste vi ste res navaden gasilc. Gasilc ste, tako je, navaden gasilc. So bili metki, Lepo vas prosim. sem gasilec, ponosen Gospod gasilec, Šarec, ampak ne vem, kaj je to bilo, to sem jaz gledal v filmih, je bilo čisto drugače. Ja, kaj je to bilo? To je Slišalo se bila je drugače. neumnost. V Bruslju smo se jasno naučili, nekaj je papir, nekaj je pa metek, a ne? Pa, jaz sem to gledal v filmih, to je drugače zvenelo, to je tudi drugače letelo. Prihaja tudi Violeta Tomič. Vse sem rekla, pa vse sem vedela, točno sem vedela, da boš nekaj zasral. Točno mi je bilo jasno, že ko sem te zjutraj pogledala v oči, sem rekla, pa ta teliček bo nekaj zasral, zdaj kaj tega nisem vedela. Ampak bila sem pa prepričana, da boš nekaj zasral. In točno to si naredil. Pa nisem jaz. Sramota, sram te lahko. Taktiko smo Sram imeli te je lahko določeno, in mene vse je je bilo sram. pod kontrolo, pak ne vem, zdaj na koncu bi pa drugače Jaz pa morala to vem. streljati. Koruzo si dal v puške butelj. Koruzo, kje ti je pamet, kozu tele? Kje ti je pamet? Koruzo si dal v puško. Ja, krasno. Veš, kaj ti predlagam naslednjič? Da najprej z koruze narediš kokice, potem daš pa kokice noter. Boš mogoče s tem bolj uspešen in bolj prepričljiv. O, Šarec, a veš Violeta, kaj? vse smo imeli postavljeno. Eno idejo imam. Tam gledaš glavni železniški postaji eno veliko parkirišče. Pojdi tja avte usmerjati.